In tako prijemo do drugega razloga, zakaj ljudje ne dosegamo ciljev. Torej, prvi je bil nepoznavanje osnovnih zakonov tega sveta, drugi, bom pa povedal razno zgodbico. Jaz imam enega sorodnika in mi je ful zanimivo, zato ker marsikdaj imamo kakšne rojstne dneve in kakšne podobne situacije. Ravno zadnjič je moja mama imela en tak okrogli rojstni dan in je prišel tudi ta sorodnik na praznovanje. In zelo zanimivo je bilo, kako poslušaš ljudi, kaj govorijo. In ta sorodnik postane včasih zelo jezen. Tako jezen, da postane rdeč in mu skoraj puha z tisti plin. Izredno jezen človek. In a veste, kdaj je to najbolj pogosto? Kdaj postane najbolj jezen? Ko vidi uspešne ljudi. Ko vidi uspešne ljudi, takrat postane najbolj jezen človek na svetu. Ko vidi nekoga, ki dosti zasluži, ko vidi nekoga, ki ima lep avto, ko vidi nekoga na televiziji, ki je nekaj uspel, takrat postane zelo jezen. Ampak, a veste, kaj je zanimivo? Da ta človek, ta moj sorodnik, ima izjemne sposobnosti, ima izjemna znanja, izjemne veščine. Ampak zdaj pa nekaj povejte, kakšno verjetnost ima, da bo postal uspešen? Nobene. Zakaj ne? Ker če ti nekaj sovražiš, kako boš to postal? Če sovražite kuhanje, a boste postali kuhar? Verjetno ne, ne? Tako da drugi razlog, zakaj ljudje ne dosegajo ciljev, je to, da gojijo negativna čustva do uspeha, do denarja. Kakšna čustva vi gojite do uspeha? Do denarja, do bogatstva? Ker če ne gojite pozitivnih čustev, vam je to nedosegljivo. Ker vam bo vaša podzavest onemogočila vsako pot, vsako akcijo, ki vas bo vodila do tega. Tudi če boste kdaj dobili denar, ga boste že zgubili. Ga boste na naslednjem trenutku zgubili, to so ti loterijski milijonari, ne? A veste, ker je bilo zdaj v časopisih pa to, da je nekdo dobil 21 milijonov evrov, ali nekaj takšnega? Če on nima vsaj približno porihtanih stvari v glavi, bo čez 2 leti imel na računu nič. Ali pa še zakreditiral se bo. Zato, ker to, ja, seveda se da. Poznam zelo veliko slavnih športnikov, ljudi, ki so dejansko super uspeli, so bili multimilionarji, danes so dejansko reveži. Zakaj? Zato, ker nimajo stvari porihtanih v glavi, ne? Ker nimajo tukaj noter porihtanih stvari. Torej, prvo tako čustvo, ki ga ljudje imamo, pa nam zelo ovira doseganje ciljev, pa tistega, kar res hočemo uspeha v življenju, je to, da sovražimo neke stvari, to neko sovraštvo, neka zavist in podobne stvari. Slovenci smo še posebej hudi pri temu, ne? Sam da bi sosedu šel umrati krava, ne? Drugo tako čustvo je pa strah. In ne vam ga pokažem na primeru prodaje. Jaz sem se v življenju dosti ukvarjal s prodajo. Zelo veliko sem sam osebno prodajal, 1-na-1 prodaja, in zelo veliko sem tudi izobraževal prodajnike iz različnih podjetij. Zato imam za sabo že na tisoče in tisoče ljudi, ki sem jih treniral, kako postati boljši v prodaji. In a veste, kaj je eden od največjih strahov ljudi, ki so v prodaji? Kaj? Ne. Zavrnitev, kdaj zavrnitev? Ja, zavrnitev, ne? In kdaj te lahko stranka zavrne? Ko jo? Vprašaš za naročilo. Zato večina prodajnikov nikoli stranke ne vpraša za naročilo. In se zadovoljijo z tistim, ja, bomo še malo premislili, ne? Pa bomo videli, kako bo, ne? A je res? Pomislite pri sebi. A delate tako? A se zadovoljite z, moram še premisliti? To je bila ena od mojih največjih napak, ki sem jo kadarkoli delal v življenju. Pri prodaji sem, ko sem bil pri stranki, in to mogoče bo tudi za vas zelo koristno, če ste podjetniki ali pa prodajniki, pri stranki, ko sem bil, ne, sem na koncu zadeve pustil v oblakih. Ja, se bomo slišali, ja, kdaj se bomo slišali in tako naprej. Nisem zaključeval prodaje. In potem, ko učim prodajnike, ko sem učil, se zdaj jih ne več, ker se ukvarjam z drugimi stvarmi, ampak ko sem učil prodajnike, sem jih učil zaključevanje prodaje. Tehnike za zaključevanje prodaje.
In sem jih vprašal, zakaj na koncu ne vprašaš stranke po naročilu? Zakaj direktno ne vprašaš, a boste kupili ali ne boste kupili? In oni mi rečejo, kaj? Zaradi česa? Jaz se bojim, da bom izgubil stranko. In jaz sem jim potem odgovoril, kako boš lahko izgubil stranko, če niti nimaš? Kako boš izgubil stranko, če nimaš? Te stranke ti še nimaš. Je ne moreš izgubiti. In ta strah poruši ogromno uspešnih prodaj. Tako da, če imate prodajnike v vaših podjetjih, ali pa če se sami ukvarjate s prodajo, se konec koncev danes se vsi ukvarjamo s prodajo, dajte vedno stranko vprašati po nakupu. Ne na koncu zmrzniti, ja, se bomo se slišali, ker to ni nič, bomo še premislili, to ni nič. Ja ali ne? Zaključek prodaje. In največja ovira je strah. In strah je recimo še eno tako čustvo, ki nam onemogoča doseganje naših ciljev. Brian Tracy, moj veliki superheroj, je na enem seminarju, kaj je tukaj imel od 3, ki ga je imel v Sloveniji, v organizaciji pač naša Akademija Pantarej, je rekel tako, če te je strah, če zbiraš pogum, ne nikoli zbirati poguma. Vedno najprej naredi prvi korak in pogum bo prišel za tabo. Naredi prvi korak in pogum bo prišel za tabo. Nikoli ne zbirajte poguma. Dvignite telefon, vprašajte, pogum bo prišel za vami. Ni važno, kaj se zgodi. Torej, če povzamem drugi nasvet ali pa drugi razlog, zakaj ljudje ne dosegajo ciljev, je odpravi negativna čustva. Torej, začnite gojiti pozitivna čustva do uspeha, do bogatstva. In enkrat, ko to narediš, ko občuduješ uspešne ljudi, ko rečeš, wow, super, takšen bom tudi jaz. Ko imaš svoje idole, kot so Brian Tracy, kot so Richard Branson, kot so Bill Gates, kot so Steve Jobs in tako naprej, ko imaš takšne idole, potem se lahko premikaš proti njim. Prej pa ne. Če občuduješ ljudi, ki niso nič naredili v življenju, ja, boš verjetno tudi takšen sam. To je to. A se strinjate? Ja, super. To je bil torej drugi razlog. Tretji razlog je ena stvar, ki je ljudje zelo redko se z njo ukvarjamo. Je pa temelj našega življenja. To je temelj našega življenja in zaradi nje dejansko večina ljudi lahko uspe ali pa ne uspe. Zaradi tega, ker imate temelje takšne ali pa drugačne. Zakaj to je? To je ena stvar, ki se nam ustvari v naših glavah, v naših možganih, ko smo stari nekje do leta 7-8. Torej, ko smo stari 7-8 let, imamo te stvari mi že porihtane v glavi in se nam potem težko spreminjajo. Kaj bi rekli, kaj to je? Bomo rekli tako, vrednote. Vrednote, kaj so naše vrednote? Kaj ceniš v življenju? Kaj ti je pomembno? Naj vam dam en primer. Zadnjič sem imel eno predstavitev ene zadeve, enega projekta, kjer je možno tudi zelo fajn zaslužiti. In ena gospa v publiki je bila in me vprašala, ampak vi mislite, da pri tej zadevi lahko eni bolj zaslužijo kot drugi? Da lahko eni ful več zaslužijo kot drugi? Jaz sem rekel, ja, seveda, normalno. Tisti, ki bodo ful uspešni, bodo ful zaslužili. Tisti, ki pa ne bodo zaslužili skoraj nič. In ona rekla, to pa ni prav. In je zbežala ven z dvorane. Dobesedno je zbežala ven z dvorane. Zdaj pa takole, kaj je njena vrednota? Kaj je njena vrednota? Enakost, Njena vrednota je enakost. Zdaj pa mi nekaj povejte. Če imaš takšno vrednoto, a boš lahko uspešen v tem svetu? Če imaš vrednoto enakost, da bi mogli vsi enako zaslužiti, a si lahko uspešen v tem svetu? Ja ne, to je socializem, Ja, to smo šli skozi, pa smo videli, da ni delovalo, Se ne pravim, da je zdaj kapitalizem super in sploh in mega in ne vem kaj, danes se ne bomo ukvarjali s tem, kaj je boljše, nekatera ureditev se da boljša. Ampak dejstvo je, da živimo v tem svetu in naše vrednote so se nam pa usidrale, ko smo bili mladi, ko smo bili še majhni. Torej, naše vrednote so ponavadi 10, 20, 30, 40 let stare. In zdaj pomembno pri tem je, če jih ne osvežimo, če jih ne updatamo, kaj se zgodi? To je tako, kot da bi potem, recimo, da bi si vzeli en zemljevid star 40 let ali pa 30 let
pa da bi rekli, zdaj bom šel pa po tem zemljevidu od Ljubljane do Budimpešte. Kaj se bo zgodilo? Na zemljevidu so ceste, ki zdaj ne obstajajo več. Ceste, ki so zdaj, jih ni na zemljevidu, ni šans, da boš prišel do tam. Ne? Kako za vraga boš prišel do svojega cilja, če imaš zemljevid, ki je star 30 let in ne odraža več realnosti? Tako da, ena stvar pri vrednotah je, prvič, sploh razmišljati o njih, kaj so tvoje vrednote, in drugič, če hočeš biti uspešen v današnjem svetu, moraš včasih tudi posodobiti kakšno svojo vrednoto. Moraš si posodobiti mapo, zemljevid, ker drugače boš zelo težko uspel v današnjem svetu. Recimo, včasih je bila v zlatih časih kapitalizma pa firm je bila zelo zlata vrednota varnost, varna služba, ne? Pojdi, uči se v šoli, ne, bodi priden, ne, učenc, ne, pol pa si dobi varno službo, ne, pa bodi v tisti službi do penzije. Varnost, ne? A danes to še obstaja? Tega ni več, ne? Tega ni več. Danes varnost ni več v službah, ne? Danes je varnost tukaj noter. Danes je varnost tukaj noter, ne? V znanju. Torej, danes ni varnost v tem, ne, da si zaposlen, ampak je varnost v zaposljivosti. Pa zdaj ni važno, če si podjetnik ali pa če si zaposlen, ne, se ni važno, ampak govorimo o pristopu, ne. Tisti, ki ste podjetniki, ne, ste itak zaposljivi, ker ste se sami zaposlili, sami sebe, ne. In boste lahko uspeli kjerkoli, ne. Tisti, ki ste zaposleni, pa ne razmišljate, da imate varno službo, ampak razmišljate, da dejansko boste čim bolj zaposljivi. In o tem bomo danes tudi govorili.